Našel sem ful zanimiv zapis, ki je v bistvu malo na to temo, kako se časi spreminjajo, pa kako zdaj so te, po tvojih besedah, ptički razvajeni. In v bistvu je zapis o tem, kaj se je zgodilo nekomu v življenju, ki se je rodil leta 1900. In poslušajte to zgodbo. To pomeni, nekomu, ki se je rodil leta 1900, je star 14 let, ko se začne Prva svetovna vojna. In do 18 leta traja ta vojna, kjer umre 22 milijonov ljudi. Da damo to v perspektivo, COVID, recimo, je zdaj v teh najbolj krezih časih, recimo mojega življenja, definitivno, je zdaj vzel milijon žrtev po celem svetu. Ne? Pa še to lahko. Ja, ne bomo šli ja, tam. Ja, okay. Recimo, Milijon, da so vsi samo COVID. Stoji, ja. Tako. Povprečna starost smrti danes z nekoga za COVID je verjetno med 60-70 let. 70-80, ja. Takrat je povprečna starost verjetno kaj, 25 let? Ja, verjetno, ja. Mislim, sploh da te prva vojaki- svetovna vojna je bila izrecno med vojaki, ne? Ja, Ker druga zelo se je pol mladi. na civilno, ne? Tako. In te vojaki so bili zelo mladi. Ne? Ja, mogoče še manj. 16-18 so bili stari. No, in zdaj je ta star 18 let. Kmalu se začne španska gripa, Ja. kjer umre 50 milijonov ljudi. In ti uspe, to preživiš in zdaj si star 20 let. Pa 29 se krešne borza, inflacija, brezposelnost, lakota v razvitem delu sveta, ne lakota tam, kjer je še zdaj lakota. No, in potem si star 33, ko pridejo na oblast nacisti, pa 39 se začne druga svetovna vojna, ki traja do tvojega 45. leta in takrat umre, tle piše sicer 60, sam je bilo več, nekaj 80 milijonov ljudi v drugi svetovni vojni, vse skupaj. Potem, to je pisal Američan, tam je, se mi zdi, so bili malo bolj upleteni v to, no, ampak pa 52, pa 64 letih se začne še Korejska vojna, vojna v Vietnamu. Hladna pač. Ja. In to je nekje live potem do 75. leta, ko se zaključi Vietnamska vojna. In potem, mislim, da 77. odstranijo še zlati standard, kar ima pa velik vpliv na Da malo povej, vse. kaj je to za tiste, ki ne vejo. Ja, včasih je bil, ampak daj sam, da zaključimo. Sem mislil na hitro, da boš Aha, ne, si začel. Ja, saj to. Sem bil, okay. Dej. Mislim, pol v 70-ih je bila ta naftna kriza še, ne? Pol oni odstranijo zlati standard, pa so 80-ta, pa spet je ful velika kriza tudi v začetku 90-ih, pa imaš pa dotcom bubble, pa imaš pa 9/11, tako se skosne. Sam vedno so manjše te katastrofe, ne? To je bil tudi mal point, ne? Ma ne vem, če lahko ti to, če lahko rečeš temu tako. Ker ne Ja, moreš... 9/11 je manjša katastrofa kot druga svetovna, ne? Ja, ok, sigurno, ampak verjeten pa vpliv, mislim, ja, to je težko je primerjati, sigurno. Ja, se pravi, včasih si ti lahko dolarje ameriške si lahko zamenil za zlato, to pomeni, da so bili backed, kako se reče, Zaledje so v bistvu imeli. zavarovani so bili, ja, z zlatom, ne? Kar pomeni, da je na vsakmu dolarskemu bankovcu je pisalo redeemable in gold. Ne? Se pravi, si lahko šel v neko finančno institucijo in si to zamenil za zlato, in pa so oni to odstranili. Ne? In v tej točki postane denar fiat denar, kar pomeni, da nima kritja. Ne? V bistvu kritje je samo neko zaupanje v denar. Ne? In zdaj na dolarju več ne piše to redeemable in gold. In prav mislim, da sem vam šeril to, po mojem, daš lahko spodaj v linke. What happened in 1977? Ne vem, mislim, da se 77. V 70-ih, glavno se je to zgodilo.
ful imaš teh ekonomskih indikatorjev, kako se je takrat, a veš, ker se začne se tiskanje denarja, ne. V bistvu je to pač neka velika anomalija, ki je prisotna, ne, in s tem v bistvu jaz mislim, da vlada, ne, ki ima dolar, to se pomeni ameriška vlada, ne, ima seveda ful veliko moč napram ostalim, ker ima nadzor nad tem. Ne, dolar je pa v bistvu neka rezervna, recimo, valuta velik držav. In s tem v bistvu oni začnejo to neko ekonomsko nadvlado. Ne. Pa je takrat še ta Reagan pa Margaret Thatcher za to politiko zmanjševanja davkov, ne? Ja, to je bilo pa obdobje, kako se že reče, ne denacionalizacija, no, kaj mi gre za to po glavi. Deregulacije. V bistvu, pred tem, ne, je država dost bolj bila vpletena v te v tržna dogajanja. Pa se pa s tem, ja, za deregulacijo, v bistvu, ko se ful stvari privatizira, ne. Ko se pač vse, tudi državna podjetja se prodajajo in prihajajo v privatno lastništvo. To recimo ful priporočam od Adama Curtisa, ne, dokumentarce, ki opisujejo ta dogajanja in zakaj so pripeljala do sveta, ki ga imamo danes. In Bitcoin v bistvu je nek odgovor na to, oziroma dejansko kritika tega monetarnega sistema, ne, ki je v bistvu že inherentno je inflatoren, ne. To imaš not ugrajeno. In če pogledaš vrednost, če pa bi zdaj dal graf, ful lepo, da si povedal to od 1900, če bi ti zdaj pogledal vrednost dolarja od 1900, kaj kupaš lahko z $1, ne? Je pa ta vrednost dolarja, mislim, skoraj na nulo je padla. Po moje je dolar, ne vem zdaj točnega procenta, ampak to govorimo tako o 90% od 1900. Ja, se zdaj, ko smo mafijo igrala. Ja, tako da v obdobju tega človeka, ki se je rodil 1900, je dolar blazno zgubil na vrednosti. Ja, upam, da ni imel v Negovici spravljen ta človek. V teh 70 letih je zgubil ogromen. Ja.